Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam z novinarsko konferenco, katero je sklicala Mestna občina Slovenj Gradec. No, celotna konferenca je bila dejansko namenjena temi trajnostna urbana strategija Mestne občine Slovenj Gradec. Zatorej poglejmo, kaj smo na omenjeno temo izvedeli na konferenci. Urejanje mestnega jedra bo imelo svojo težo v prihodnji finančni perspektivi, ko imamo na voljo nov mehanizem za financiranje projektov. Ta mehanizem se imenuje celostne teritorialne naložbe. Pogoj, da lahko pristopamo ali pa koristimo ta sredstva, pa je, da sprejmemo trajnostno urbano strategijo. In danes smo ravno predstavili, kakšni so postopki za sprejem te strategije. Kakšni pa so torej te postopki? Od jeseni naprej nam je Ministrstvo za okolje in prostor preko delavnic predstavilo smernice za izdelavo strategij in Mestna občina je torej začela v tem letu aktivno izdelovati strategijo. Eden izmed pomembnejših pogojev, poleg teh smernic, ki so podane, je, da vključujemo javnost. Današnja konferenca je že en načinov. Izvedli smo anketo, izvedena bo anketa med občani in pa na koncu, ko bomo imeli že več izdelanega v strategiji in pa tudi znane ukrepe za izboljšanje mesta, bomo izvedli tudi delavnice. Na teh delavnicah bomo preverili pravilnost rešitev, morebiti dobili tudi ideje za nove. In ko bo to vse, torej ta faza končana, se strategija sprejme na občinskem svetu, tudi z naborom ukrepov in na to se predloži organu upravljanja na Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo to našo strategijo potrdilo. Po tistem, ko je potrjena, lahko začnemo črpati evropske vire in izvajati ukrepe. Sicer pa smo Slovenjgradčani opazili, da se v mestu pravzaprav kar dosti stvari prenavlja, od različnih podhodov, tudi recimo prehodov čez mostičke. Je to vezano na to prenovo mesta ali morda zaradi prihajajoče komisije, ki ocenjuje mestna jedra? Ta dodatni impuls, da malo intenzivneje urejamo mesto, je seveda obisk komisije Entant Floral, ki ocenjuje naše mesto v konkurenci mest. Ampak tudi brez tega bi bilo to nujno narediti. Mi smo izkoristili ali pa smo se prijavili ravno s tem namenom, da dodamo in občini in komunali in ljudem dodatni impuls, da se lotijo ureditev svojih dvorišč, tisto, kar je občinskega, ureja komunala, tisto, kar je zasebno, se mora urejati lastniki. Menim, da ljudje hitro to razumejo in so se lepo odzvali, ko vidijo, da mesto ali pa da komunala ureja neke stavbe, ki so v naši lasti, potem tudi sami lahko to storijo. Oziroma mi imamo boljše argumente, ko govorimo, kako naj vsak ureja svoje dvorišče, če imamo svoje pospravljeno. Sicer pa se celotna Evropska unija pravzaprav trudi pri pravzaprav angažiranju torej državljanov, občanov, če temu tako rečeva, pri vključevanju torej za to urejenost. Medtem ko sem recimo dobila sama pravzaprav kar nekaj pobud, da seveda vas povprašam, posamezniki v samem mestnem jedru so recimo samoiniciativno več let nasajali rože, skrbeli za dejansko stvari, za katere bi načeloma morala skrbeti občina. V sklopu tega obiska, torej te komisije, pa so bile recimo vse te rože, za katere prej nikomur ni bilo mar, odstranjene. Torej na nek način pravzaprav ljudi, ki so bili prej vključeni v lokalno skupnost, na nek način celo kaznujete. Ni mi znano to, da bi ljudje sami urejali. Konkretno za mesto, za Trg Svobode, dve posameznici. Korita smo odstranili zaradi ovir, ki so jih predstavljale pešcem in vozilom. Konkretno nasadi okoli dreves. Drevesa v mestnem jedru pri Trgu Svobode, okoli dreves je torej 2 leti nekdo nasajal rože, skrbel za njih, torej občina za to niti ni plačala, dejansko niti jih ni odstranila, torej da niso bili kršeni neki odloki, zdaj v času komisije so bile vse te rože odstranjene. In to dejansko tiste, ki so bili vključeni, ki so dali nenazadnje svoj čas in denar, dejansko boli. Razumem. Konkretno nisem seznanjen s temi težavami, menim pa, da ker to urejuje neka komisija, hortikulturna komisija, potem urejuje to komunala in kako je prišlo do tega, zdaj v tem trenutku ne morem odgovoriti, bom se pozanimal o tem problemu in se seveda, če je prišlo do dejanja, ki, kaj se jim užalostilo, določene občane, se jim bomo opravičili.
Čez natanko teden dni, ko Slovenci obeležujemo dan državnosti, bo potekal Željkov memorial v malem nogometu. Za kakšen memorial pravzaprav gre in komu je seveda namenjen, pa s predsednikom Policijsko-veteranskega društva Sever za Koroško. Kaj je to Željkov memorial in seveda komu je namenjen oziroma kakšnemu spominu se takrat torej posvečate? Ja, Željkov memorial, to je v bistvu spomin na našega policijskega vojnega veterana, ki je kot rezervni miličnik vojnih enot postaje milice Slovenj Gradec padel 28. junija pri obrambi mejnega prehoda Holmec na Koroškem. Željko je v bistvu bil zelo mlad, ko je po končanem služenju vojaškega roka na našo pobudo, željo in seveda tudi na svojo pristopil v naše rezervne enote milice. Seveda vse do leta 1991 je opravljal zelo pomembne naloge rezervnega miličnika, bil je tudi pripadnik posebne enote takratne milice, skratka dal je veliko usposabljanj, s katerimi je pač osvojil vse te vrline vojaške in predvsem miličniško-taktične in kot takega smo ga imeli zelo radi. Žal pa se je ta dogodek, ki se je zgodil na Holmecu, kruto zasenčil nas, seveda starešine in pa vse soborce, miličnike, takratne postaje milice Slovenj Gradec in žal tudi svojce. Željko je za sabo pustil komaj 6-mesečno hči Saro, ženo, očeta, sestra, mamo, skratka svojce v Šmartnem. Željko je odraščal tu v Šmartnem, pri Slovenj Gradcu, kjer je na igrišču in na teh zelenih površinah gojil šport. Bil je zelo zagnan nogometaš, tudi teniški igralec, tudi član prostovoljnega gasilskega društva Šmartno in tako so vaščani, predvsem svojci, člani športnega društva Šmartno, vaške skupnosti Šmartno pred 15 leti predlagali, da se v njegov spomin obudi, prav zato, ker je bil tako zagnan športnik, ta njegov lik in se vsako leto nekako tradicionalno obeležuje. Letos bo to srečanje že 15. kot sem omenil, na igrišču v Šmartnem, ki ga organizirata kulturno oziroma športno društvo Šmartno, vaška skupnost Šmartno in pa policijsko-veteransko društvo Sever za Koroško. Združujemo ekipe, ki se pač prijavljajo na razpis, kot neke stalnice pa so ekipe policijske postaje Slovenj Gradec, Zveze vojnih veteranov Mislinjske doline Slovenije, Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško in pa mladi športniki, ki so predvsem iz krogov svojcev, gasilcev, vaščanov Šmartna. Ampak bržkone se je še možno prijaviti torej na to nogometno tekmovanje? Ja, prijave zbira športno društvo Šmartno, vse tam do 24. se pravi dan pred tem, tako da sploh ni problema. Organizirano bojo turniri, tako kot je to potrebno, po pravilih malega nogometa. Bo zelo prisoten seveda športni duh, domačini, mi, ki bomo to spodbujali. Skratka, pridite obiskati ta turnir z športnim duhom. Sočasno pa se bomo v posebni delegaciji, v kateri sodelujejo tudi svojci in pa vaška skupnost, športniki, policija in policijski veterani poklonili spominu na njegovem bližnjem grobu v Šmartnem za minuto počaščenega, častnega spomina našemu velikemu heroju Željku Ernojiću iz Šmartna. Poleg gospoda Željka Ernojića je torej pri obrambi mejnega prehoda Holmec padel tudi njegov soborec, govorim o gospodu Bojanu Štumbergerju. Obstaja potem takom tudi Bojanov memorial? Ta memorial smo hoteli prav na nas predlog nekako združiti, vendar do danes še tega nismo popolnoma, čeprav na tem delamo. Seveda je bil ta dogodek izredno črn, 28. junij, ko je skupaj s soborcem Bojanom Štumbergerjem, ki je s 30 leti zapustil hči Petro Staro 3 leta in Andrejo 5 let ter ženo, skratka celotno družino, in to je zaznamovalo seveda širši del tudi Starega trga.
Morda še lepo vabilo, torej dogodek, ta memorial se bo zgodil, kot sva dejala, že na dan državnosti, torej 25. junija. Kam lahko torej povabiva gledalke in gledalce in seveda ob kateri uri? To športno memorialno srečanje se bo pričelo ob 9. uri na igrišču pred osnovno šolo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. V primeru slabega vremena pa bo to potekalo v telovadnici osnovne šole Šmartno. S koncertom Pihalnega orkestra Slovenj Gradec se bo jutri pričel poletni festival, ki v Slovenj Gradcu poteka že 20-tič. No, za slovenjgraško poletje, ki ga že torej 20. leto zapovrstjo pripravlja Kulturni dom v Slovenj Gradcu, je občina namenila 30 000 evrov. Vse prireditve se bodo zvrstile na glavnem odru na Trgu Svobode, vstop pa bo tudi letos prost. Slovenjgraško poletje je letos že 20. leto zapored in 11. koroško kulturno poletje v sodelovanju z regijsko razvojno agencijo RRA Koroška. Torej gre za dva ločena projekta. Pravzaprav gre za projekt 4 občin, ki skupaj organiziramo poletne festivale v vseh občinah in pod skupnim imenom, seveda Koroško kulturno poletje. Seveda ima pa vsak kraj potem še kakšno svojo specifiko in kakšno svojo prireditev v lastni organizaciji. Glede na to, da je dogodek tradicionalen, so morda tudi neke tradicionalne dobre prakse, malo pod narekovaj rečeno? Ja, vsako leto otvori ta naš festival Pihalni orkester Slovenj Gradec, kjer imamo ponavadi tudi goste, slavnostne govornike in istočasno kot otvoritev poletnega festivala obeležimo tudi prihajajoči državni praznik, ki je 25. junija. Kaj pa odziv ljudi? Opažate tendenco, da je vedno več torej tistih, ki vas spremljamo pod odrom, ali dejansko ta tendenca upada? No, jaz bi rekel takole, mogoče upada vsekakor ne, kvečjemu se število obiskovalcev povečuje, odziv pa zaenkrat, kolikor pač imamo mi informacije tukaj v Kulturnem domu, je odziv kar dober, tudi zadovoljstvo ljudi. Seveda zdaj okusi so različni, ampak zaenkrat lahko rečem, smo nekje nad zlato sredino. In kakšni so kriteriji, torej vseh nastopajočih, po kakšnem ključu, morda bolje zastavljeno vprašanje, torej izbirate vse nastopajoče? No, predvsem seveda v prvi vrsti je tukaj kvaliteta in seveda, ker govorimo o kulturnem poletju oziroma o kulturnem dogajanju, nek nivo kulture, ustvarjalci, ki so, bom rekel, predvsem, ki znajo izraziti in pokazati neko kvaliteto in ki so predvsem ustvarjalci, ne poustvarjalci. No, seveda z izjemo Pihalnega orkestra, ne moremo pričakovati avtorskih skladb. Kdo je tisti, ki izbere? Program? To je program izbira Kulturni dom Slovenj Gradec. Kako pa je z finančnimi sredstvi? Bržkone takšen projekt še kar nekaj stane? Ja, res je, stroški so kar visoki. No, mestna občina Slovenj Gradec je pokrovitelj, pravzaprav financer tega projekta. In koliko finančnih sredstev je namenjeno za to vrsten projekt? 30 000 evrov. Zdaj pa konkretno k nastopajočim, torej koga ste izbrali poleg tega tradicionalnega pihalnega orkestra? No, seveda v podporo naši glasbeni šoli bo pravzaprav zaključni koncert glasbene šole, to je v petek 19. junija ob 18:30, kjer se bojo predstavili v glavnem orkestri, približno 150 nastopajočih bo. No in takoj zatem isti dan, se pravi 19. junija ob 21. koncert Pihalnega orkestra in govorniki kot otvoritveni koncert in kot obeležitev prihajajočega državnega praznika. No in takoj naslednji dan, v soboto 20. junija, naš kantavtor, za katerega jaz osebno menim, da bo nekoč, če ni že, postal zimzelen, Adi Smolar, ki ga imamo vsi radi. In potem naslednji vikend, se pravi 26. junija, imamo pa eno zanimivo zasedbo slovenskih, bom rekel, vrhunskih glasbenikov, ki so sodelovali pravzaprav nekako po celi Evropi in tudi izven.
priznani slovenski jazz glasbeniki, in sicer zasedba Shower of Towel, ki je nekako tribut eni skupini R&B, funky, soul, Tower of Power iz 70-ih let. Zelo ena taka zanimiva zasedba, se pravi za vse ljubitelje R&B, soul, funka. No in potem imamo še en tak zanimiv glasbeni spektakel, kjer se dva svetova pravzaprav trčita skupaj. Se pravi, bom rekel, ene take zelo mladih generacij in tistih zrelih. To sta Alfi Nipič in Sixpack Čukur s svojim projektom Dve plati, katerega namen je ravno to, pokazati eno fuzijo dveh različnih svetov, ki jo druži pač en tak skupni jezik, kot je glasba in ustvarjanje. In na to 28. junija v nedeljo imamo 20. obletnico ansambla Rosa, to so te naši fantje tukaj, bojo nastopili s svojim programom, precej gostov bojo imeli. No in potem 3. julij, še posebej taka zelo zanimiva in meni tudi pri srcu zasedba, in sicer Tango Kompas s Stefanom Milenkovičem, tem violinistom. Tudi za vse ljubitelje tanga, temperamentnih skladb in tako naprej. 4. julij imamo našo slovensko pevko Ivo Stanič in trio Gregor Pftičar. Ivo Stanič je izdala ploščo pred kratkim zelo prijetnih svojih skladb in pesmi. No in kot zaključek tega festivala, 10. julija, imamo pa še en tribut in sicer malo nostalgije, Help, The Beatles tribut. So pa fantje, ki se mislim, da pravkar vračajo z turneje po Rusiji in so poželi en zelo velik uspeh, ker se držijo tudi pristnega beatlovskega načina izvajanja. Tako da jaz osebno mislim, da se nam obeta eno kar zanimivo poletje. Torej 8 zunanjih sodelavcev oziroma nastopajočih, če sem pravilno štela, plus torej glasbena šola in pihalni orkester. Kako je recimo s plačili vseh teh ansamblov in seveda posameznih izvajalcev? Kakšno ceno recimo postavljajo za tovrstne dogodke? Ja, ta cena je seveda zdaj relativna, odvisna tudi od tega, kaj je človek, oziroma od referenc in od samega trga. So zelo variabilne, zdaj pač mi poskušamo, da nekako strnemo čim več izvajalcev s tem proračunom, ki ga pač imamo na razpolago. V nadaljevanju se selimo v splošno bolnišnico v Slovenj Gradcu, kjer se zaposleni na oddelku za pediatrijo, kot nenazadnje tudi bolnišnična vzgojiteljica trudijo, da bi otroci čim manj stresno doživeli svojo hospitalizacijo. No in v te namene jim pravzaprav pripravljajo različne zanimivosti. Naša ekipa je pediatrijo obiskala v trenutku, ko se je otvorila razstava Evropska vas v bolnišnici.
Zaključujem še z napovedjo dogodkov v mestni občini Slovenj Gradec. V petek, torej jutri 19. junija, vas v okviru slovenjgraškega poletja 2015 ob 18:30 vabim na Trg Svobode, kjer bo potekal zaključni koncert Glasbene šole Slovenj Gradec. Ob 21. uri pa se bo prav tako torej na velikem odru na Trgu Svobode pričel otvoritveni koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec, tudi z slavnostnimi govorniki. Poglejmo, kaj sledi. V soboto, 20. junija, bomo dan lahko pričeli z zdravim duhom v zdravem telesu. Planinsko društvo Slovenj Gradec namreč organizira pohod na Topico, to je 1649 metrov visok vrh, ki leži severovzhodno od Železne Kaple. Pričetek pohoda je ob 6. uri zjutraj in sicer izpred gostišča Marčič. Še en dogodek za soboto 20. junija. Ob 19. uri vas vabim v muzej Huga Wolfa, kjer bodo poletno muzejsko noč proslavili s koncertom mlade glasbenice Gaje Ane Zvonar. Ob 21. uri pa bo na odru slovenjgraškega poletja, torej na Trgu Svobode, nastopil vsem znani kantavtor Adi Smolar. Pred nami je torej pester vikend, zato vam svetujem, da ga čim bolje izkoristite, no doslednjič pa vam voščim le še srečno.